Kemijski inštitut je tako kot ostale raziskovalne inštitucije po Sloveniji in po svetu pač profiliran kot izvoznik znanja. Govorim o izvozu odkritij, ki so objavljene na mednarodnih revijah, recenziranih revijah ali pa predstavljene na različnih mednarodnih konferencah. Ampak v zadnjih letih se pa Kemijski inštitut profilira tudi kot izvoznik tistega znanja, ki se plača z evri, dolarji, jeni, šekli, če želite. Zadnjič smo gledali strukturo priliva ali pa recimo količina raziskav, ki jih naredimo na Kemijskem inštitutu za industrijo. In pozvali smo delež, ki prihaja z tujega trga, kot temu rečemo. Pred 5 leti je bil ta delež enak nič. Lani je pa znašal že 10% vsega priliva z trga. In še vedno ves čas strmo rase. Tukaj gre za sodelovanje s podjetji iz Anglije, Nemčije, Izraela, Japonske in kot rečeno, to zelo rase ta delež. Zakaj vam se to pripovedujem? Glejte, ko Slovenijo predstavljamo tujcem, se običajno pohvalimo s tem, kako je v Sloveniji lepa pokrajina. Kako je to dežela prijaznih ljudi. Moje osebno mnenje sicer je, da bomo na tem segmentu še mečkrat rezerve, vsaj kar se tiče intraprijaznosti, torej prijaznosti med nami samimi. Skoraj nikoli pa ne poudarjamo, da je to dežela znanja. Torej, dežela znanja. Glejte, mi upamo, da bo kot magnet za tuje investicije, torej da naši politiki in gospodarstveniki ne bodo privabljali tuje investitorje samo zato, da bi pri nas postavljali proizvodno, ampak tudi zato, da bi pri nas postavili razvojne centre, R&D oddelke, za to dežela znanja. Mislim, da imamo izvrstno infrastrukturo, ki lahko ponujamo v ta namen. In prepričan sem, da bo v nadaljevanju tega dogodka slavnostni govornik, kot tudi potem podelitev Preglovih nagrad in emeritus statusa, da vas bodo to, kar sledi, zelo jasno prepričalo, da Slovenija res je dežela znanja. Hvala lepa. Spoštovani gospod direktor, profesor dr. Jani Pajamnik, spoštovane sodelavke in sodelavci inštituta, cenjeni gostje. Ko sem prejel povabilo, da nastopim kot govornik na tem dogodku, sem bil izjemno počaščen, a hkrati tudi zelo zaskrbljen. Zakaj? Zato, ker nisem imel pojma, kaj je lahko nekdo, ki prihaja iz nekega drugega sveta, pove o tako pomembnem dogodku. Pa sem si rekel, poveš 3 čez vlado v odhajanju, pa še eno na temo aktualne politične situacije, pa bo že nekako. No, pa šalo na stran. Danes bi želel z vami podeliti eno čisto majčkeno zgodbo o uspehu, ki je rezultat dolgoletnega, zelo uspešnega sodelovanja 2, morda na prvi pogled, povsem različnih svetov. Glejte, danes smo priča dogodku, ki zaznamuje posebej pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega delovanja torej, kjer znanje in želja po odkrivanju novega odpirata nove poti uspešnega razvoja slovenske družbe. Slovenija žal nima posebej zanimivih naravnih virov, niti velikega trga, kot osnove hitre rasti. Tudi dodana vrednost, povprečna dodana vrednost, ki jo ustvarja slovensko gospodarstvo, je nizka, kar kaže, da je v naših izdelkih in storitvah grejenega premalo znanja. In prav na znanju, podjetnosti, kreativnosti, inovativnosti temelji uspeh naše družbe, ki se je v 10 letih umestila v Novartisovo generično divizijo Sandoz kot vodilni razvojni center in kot ena najpomembnejših proizvodnih lokacij. Pri tem velja posebej poudariti, da se tako v razvoju kot v proizvodnji osredotočamo na področja najzahtevnejših znanj in tehnologij,
kajti le-ta lahko ustvarijo dovolj visoko dodano vrednost, da prenese nerazumno visoko obremenitev dela, kot jo imamo v naši državi. Ker se zavedamo, da vsega ne znamo in ne zmoremo sami, in ker se zavedamo, da je v tako majhnem okolju, kot je naše, potrebno in smotrno v celoti izkoristiti vere, ki jih imamo na razpolago, gradimo številna partnerstva in sodelovanja. No in v ta del zgodbe sodi tudi naše dolgoletno sodelovanje z vašo cenjeno ustanovo, ki je bilo najbolj plodovito in intenzivno pri osvajanju znanj potrebnih za razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Smo edina gospodarska družba v Sloveniji, ki se je zavestno odločila, da vstopi na enega najzahtevnejših področij sodobne farmacevtske industrije in medicine. Pri tem moram odkrito priznati, da ko smo se odločili za to, praktično nismo imeli nobenih znanj in izkušenj, ki bi bila spodobna podlaga in upanje v uspeh. Imeli pa smo vizijo in pogum, ker smo verjeli, da vstopamo na področje, ki bo nekoč generator rasti farmacevtske generične industrije. In danes se to tudi v celoti potrjuje. Tako imamo danes v Mengšu dva proizvodna obrata, in sicer proizvodni obrat za rekombinantni epoetin, s katerim pokrivamo vse potrebe sadoja kot največjega svetovnega ponudnika podobnega biološkega zdravila s to učinkovino, in proizvodni obrat za drugo generacijo podobnih bioloških zdravil, torej tako imenovane modificirane ali pegilirane proteine. Prav tako imamo v Mengšu najsodobnejše laboratorije za delo na molekularnem in celičnem nivoju, v katerih dela okrog 230 vrhunsko usposobljenih strokovnjakov. Za lažjo predstavo 2001, ko smo začenjali, jih je bilo 12. In ti zvesto sledijo našim ciljem. Na tej poti smo našli zanesljivega zaveznika in ključnega partnerja v vaši ustanovi. In zavedamo se, da brez tega sodelovanja danes ne bi bili, kjer smo. Osebno menim, da imajo tovrstna sodelovanja veliko prednosti za vas in vaše sodelavce, pomenijo možnost vključevanja v aplikativne projekte in dodatni vir prihodkov, ki je še kako pomemben v časih, skozi katere gremo, za nas dostop do znanj, ki jih nimamo, za oba pa dopolnjevanje znanj, izmenjavo najboljših praks in tesnejše povezovanje strokovnjakov, s čimer utiramo pot v družbo znanja. V zadnjih 5 letih smo v to sodelovanje vložili okrog 4,5 milijona evrov in v tem obdobju je pri nas nove izzive našla kakšna 10,5 vaših nekdanjih sodelavcev in verjemite, tudi v tej predavalnici verjetno sedi kdo, ki bo v prihodnje postal del te uspešne družbe. Kajti naše ambicije so usmerjene v utrjevanje vodilnega položaja v Sanojevem razvoju. Pri tem želimo vstopati na nova, še zahtevnejša področja, čeprav vemo, da nimamo vseh potrebnih znanj, a verjamemo, da so mnoga od njih doma tukaj pri vas in zato sem trdno prepričan, da je to dobra osnova in popotnica nadaljnemu uspešnemu poslovnemu sodelovanju. Dovolite mi, da izkoristim to priložnost, da se vam iskreno zahvalim za dosedanje sodelovanje, s katerim smo dokazali, da skupaj lahko posežemo po zvezdah, ne glede na to, kako trnova je pot do njih. Hvala in uspešno še naprej. Spoštovani preglavi nagrajenci, spoštovani gostje, cenjene kolegice in kolegi. V imenu Komisije za preglave nagrade Kemijskega inštituta
Vas z veseljem ponovno pozdravljam na slovesni podelitvi prestižnih Preglovih nagrad. Na podlagi določil pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj in upoštevajoč odločitve Znanstvenega sveta Kemijskega inštituta je komisija aprila letos razpisala natečaj za Preglovo nagrado za izjemne dosežke v zadnjih 5 letih. Prispele vloge smo, kakor tudi v prejšnjih letih, ocenjevali na podlagi visoko postavljenih strokovnih meril, ki upoštevajo kvaliteto priznano v svetu, svetovni ogled oblike znanstvene objave, odmevnost del in tudi njihovo industrijsko uporabnost. Komisija se je pri izbiri nagrajencev osredotočila na znanstveno odličnost, izjemnost in prodornost nominirancev, saj nagrade podeljujemo tistim raziskovalkam in raziskovalcem, ki so dokazali, da so sposobni premikati meje mogočega in odkrivati nova obzorja, te zaradi katere smo prepričani, da se bo v tej smeri tudi nadaljevala njihova raziskovalna pot. S podelitvijo prestižnih Preglovih nagrad, skladno s poslanstvom in vizijo o dolgoročnih ciljih Kemijskega inštituta, namreč na znanstveno raziskovalno sfero in javnost naslavljamo sporočilo o pomembnosti tega priznanja. Komisija je soglasno sklenila, da Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke letos sprejme profesor dr. Jurij Lah z Univerze v Ljubljani. Da preberem kratko obrazložitev komisije. Dr. Jurij Lah, redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, prejme Preglovo nagrado za izjemne dosežke pri raziskavah fizikalne kemije raztopin bioloških makromolekul, ki predstavlja pomemben prispevek znanosti na tem področju. Poglavitni interes profesorja Laha so raziskave proteinov in kompleksov, ki nimajo intrinsične stabilne strukture, ter raziskave kvadropleksov DNK. Pri osnovnem raziskovalnem delu se profesor Lah osredotoča na raziskave strukturnih sprememb proteinov in nukleinskih kislin ter njihovega prepoznavanja strani drugih molekul. Za razumevanje teh procesov oziroma za kvantitativno interpretacijo zvitja in vezave biopolimerov z njihovimi prostorskimi strukturami uporablja eno od osrednjih fizikalnih teorij, to je termodinamiko, ki omogoča povezavo strukturnih značilnosti molekul z njihovo biološko vlogo. Slednje je še posebej pomembno pri razumevanju in zdravljenju različnih bolezni na molekularnem nivoju. Originalnost raziskav profesorja Laha, prepoznanih širom po svetu, je v uvedbi tako imenovanega globalnega pristopa, s katerim teoretične oziroma modelne napovedi preverja z eksperimentalnimi termodinamskimi količinami. Izsledki raziskav profesorja Laha so objavljeni v več znanstvenih člankih v zelo uglednih mednarodnih revijah. O odličnosti in aktualnosti znanstveno-raziskovalnega dela pričajo tudi številni citati njegovih objav in številna vabljena predavanja na mednarodnih konferencah ter tujih univerzah. Profesorju Lahu v imenu Komisije za Preglove nagrade iskreno čestitam, na oder pa vabim profesorja Gorazda Besnaverja, da podrobneje spregovori o Dobrijenčevem delu. Prosim, izvolite. Spoštovani pozdravljeni. Moj predhodnik je praktično že vse povedal, kar sem mislil jaz povedati, ker je še natančno povedal njegovo znanstveno pot in njegove dosežke. Jaz bi samo še malo povzel to, kar je že predhodnik povedal. Torej, najprej bi si pa seveda želel poudariti, da mi je v veliko veselje zadovoljstvo, da lahko predstavim nekega Preglovega nagrajenca, profesor dr. Jurija Laha z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Njega sem spoznal pred približno 20 leti, ko se je pojavil kot nadaljuben zvedav mlad študent na katedri za fizikalno kemijo. Tam je diplomiral leta 1995, leta 1997 je postal asistent, potem je leta diplomiral pod vodstvom profesor Vlahija, leta 2000 je pa doktoriral pod mojim mentorstvom. Potem je pa šla njegova pot strmo navzgor. Leta 2002 je postal docent za področje fizikalne kemije, leta 2007 izredni profesor in leta 2013 redni profesor. Torej, on je pri svojem delu je on vedno predstavljal
dajal en nekih prodornih znanstvenikov v slovenski, ki dosledno daje prednost kvaliteti pred kvantiteto. Drugače povedano, ni podlebu na takšni splošni praksi, ali pa razširjeni praksi nabiranja točk s čim večjim številom objav v manj uglednih znanstvenih revijah, v kar silijo mlade raziskovalce merila, ki so edinstvena, kar jaz vem na svetu, v kar jih silijo ta merila, ki so bila predlagana v RSS, ampak je dosledno dolg časa delov, velik delov, se zelo poglobil in uspel objavljati v samo vrhunskih revijah. In tukaj mislim, da je njegov velik posežek in jaz sem za to in pa seveda še posebej za Preglovo nagrado ne uspelo čestiti. Spoštovane kolegice raziskovalke, tako začel in kolegi raziskovalci, spoštovani drugi gledni gostje. Zahvalil bi se najprej predlagatelju, da me je sploh predlagal za to prestižno nagrado, seveda pa tudi komisiji in pa poročevalcu, da je prepoznala kvaliteto mojega raziskovalnega dela. Pot slovenskih raziskovalcev kot pripadnikov majhne raziskovalne nacije ni vedno enostavna. No in v tej luči bi poudaril, da koncepta svojih raziskav ne bi mogel razviti brez tesnega sodelovanja raziskovalci iz tujine, brez ustrezne platforme, ki jo je na katedri za fizikalno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani postavil moj predhodnik profesor Vesnaver, brez izvrstnih sodelavcev na katedri, brez sodelovanja z industrijo in v zadnjem času tudi ne brez sodelovanja z vrhunskimi raziskovalci Kemijskega inštituta. Preglova nagrada mi poleg priznanja za dosedanje delo pomeni predvsem spodbudo za vztrajanje na poti sodelovanja, ki je edina, ki vodi do vrhunskih rezultatov na področju eksperimentalne vede, kot je kemija. Hvala lepa. Poglejte, najprej vas, spoštovani gostje, lepo pozdravljam, prijatelji, sodelavci. Pravzaprav se želim samo na kratko zahvaliti Kemijskemu inštitutu za to izjemno čast, ki me je doletela, ki bom pa, kot je povezal bom z tistim, kar je slavnostni govornik rekel, dve povemo čez našo odhajajočo vlado, pa je govor zaključen. Jaz sem eden od tistih, mi moram si pomagati, da ne bi rekel, veste, ZUJF, večina tukaj eno ve, kaj je to ZUJF, deluje, pa tudi kaznuje. Mene je recimo kaznoval zato, ker sem bil poleg rednega študija tudi redno zaposlen. In zato sem po ZUJF-u zelo hitro dosegel oba kriterija, 60 in 40 let. In zato moramo raziskovalci v boko. Imam pa to srečo, da je Kemijski inštitut pripoznal oziroma znanstveni svet dal soglasje oziroma izvolil za zaslužnega raziskovalca, tako, da imam za seboj še vedno to odlično znanstveno inštitucijo in tako lahko še vedno naprej aktivno delujem v znanstveni sferi, kljub temu, da sem uradno pač seveda na stranskem tiru, imam pa še kar nekaj načrtov, kaj bi delal v budućnosti. Res, da sem na Kemijski inštitut prišel šele leta 1985, moja zgodba se je začela leta 1969 na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.
ampak tudi že leta 1969 sem prvič prišel na ta inštitut in danes ugotovil, da je to tudi že 45 let, kar je tudi že nekaj časa. In še nekaj sem premišljal. Zelo zgodaj sem prišel že na ta inštitut. In danes je takole vroče, večini je vroče, ampak začel sem premišljati, ali je mene danes bolj vroče, ali je bilo bolj vroče takrat, ko sem bil tukaj na institutu profesor. Bom še razmislil. Skratka, jaz se vam, Kemijskemu inštitutu, zahvaljujem za izrečeno priznanje. Vsem kolegom, prijateljem, častnim gostom se zahvaljujem, da ste prišli in s tem počastili naš in moj praznik. Hvala lepa. Najlepša hvala seveda za te besede, utemeljitve. Ravno tega tudi vsem članom znanstvenega sveta, ki so podprli to moje imenovanje in seveda gospodu direktorju, profesorju dr. Javniku, ki je sprožil ta postopek. Seveda gre moja pa zahvala tudi vsem, ki so mi v vseh letih službovanja na Kemijskem inštitutu stali ob strani in podpirali pri znanstvenem delu. V vseh 48 letih, točno. To je od leta 1966, ko sem na KI prišel kot diplomant fizike, sem spoznal vrsto ekstremnih ljudi, široko izobrazbo, ostrega uma in izrednih človeških kvalitet. Seveda ne morem mimo neprezljive vloge profesorja Dušana Hadžija, drugič omenjen danes, mentorja, učitelja, velikega človeka, ki je znal združiti pristen nečloveški odnos, srvost znanstvenika, neizprostnega pri doseganju kvalitete znanstvenega dela. Bil bo vzor, večkrat me je poudaril, da si ali nisi znanstvenik, saj znanstveno delo zahteva celega človeka in potem sem se ravnal celo življenje. Omeniti moram še dr. Aleksandra Novaka, pri katerem sem se izučil ramanske spektroskopije in pri katerem sem prišel v stik s problematiko spektralnih selektivnih absorberjev za sončne sprejemnike, ki so v zadnjih 30 letih precej vplivali na moje znanstveno delo. Sašo, kot smo mu prijatelji rekli, v Sloveniji ni znan in redki vedo, da je prav on s pomočjo ramanskih spektrov dokazal korelacijo med frekvenco valenčnega nihanja vodika v vezi, ki jo je sicer iz infrarečih spektrov napovedal in dokazal profesor Hadži. Danes, ko so arhivi predmet dnevne politike, še en arhivski podatek o raziskavah teh vodikovih vizij. Gre za profesorja dr. Ljuba Goliča in v 70 letih nastajajoče skupine kristalografov, ki so poskrbeli za trdne dokaze o premiku valenčnega nihanja v odvisnosti od dolžine vodikove vizij. Tako pokojnemu profesorju Goliču kot mojemu dobremu prijatelju profesorju dr. Vanetu Lebanu gre moja zahvala za njuno podporo. Zakaj? Bili so namreč časi odprte izmenjave mnenj, medsebojnega zaupanja in prijateljskih odnosov. Vsakemu od vas želim, da se najde takšno okolje, v katerem se bo dobro počutil, saj to eno od pogojev za uspešno delo. Torej, preden končam, pa je moja dolžnost, da se zahvalim vsem svojim sodelavcem, seveda, predvsem mladim raziskovalcem, ki so v letih, ki so v začetku 90 let pričeli svoj kemijo elektrokrovnih tankih plasti. To so bili Urška Vrečič Štanger, Franci Švegel, Verjetna Maček, Angela Šurca in Urša Opar in tako naprej. Tem so sledili naslednji, med njimi Ivan Jerben, Matjaž Koželj, Mohar Mihajlović, Helena Šprajcer in tudi drugi. Imeli seveda preveč, da bi vse lahko naštel. Brez njihova znanja in predanosti delu danes ne bi govoril z tega mesta, v to so pa prepričana. Torej, na koncu naj se še zahvalim tudi Matjažu Hafnerju, dolgoletnemu direktorju Kolorja, ki je podpiral raziskave s pozdravljanjem selektivnih plasti. Brez njegove podpore ne bi bilo razvoja in prinosa našega znanja v nemško tovarno Alanot, ki po naših postopkih razvaja selektivne absorbe za svetovni trg, tudi ključno z Kitajsko. Zato gre največja zasluga dr. Matjažu Koželju, ki je pokazal pomen, ki ga ima patentna zaščita za trženje našega znanja. Torej, na koncu, je pa res konec, še enkrat zahvala vsem za vse dobre misli, za njihovo predanost delu in seveda za strpnost do mojih napak in moje slabe volje. Za vsakega od vas velja, kot pravi Horacio, carpe diem. To je, izkoristi vsak trenutek, saj je bodočnost negotova. Ne zadovoljite se srednjo potjo, čeprav je najbolj varna, ali kot pravi Ovid, medio tutissimus ibis. Jaz sem svojo prehodno pot zelo zadovoljen, saj po Vergilu, carpe tua poma ne potes. Bodo rezultate tvojega dela uživali drugi.